Od vseh preobratov in zasukov v naftni strategiji povezani z vojno te lahko kar zagrabi v vrat. Morda se sprašujete, ali govorimo o vojni v Ukrajini ali z Iranom. Odgovorim da. Danes se bomo osredotočili na razmere v Ukrajini. Ta teden je Ukrajina izvedla več obsežnih napadov na oddaljeno naftno infrastrukturo. Eksplozije so izklopile okoli 40% ruske izvozne zmogljivosti in izničile dobičke, ki jih je Rusija pričakovala zaradi omejene dobave nafte zaradi vojne z Iranom. To je ključen trenutek konflikta in si zasluži podrobnejši pogled. Vrnimo se, saj je ključno razumeti, kolikokrat je Ukrajina spreminjala strategijo glede naftne infrastrukture in zakaj je to storila. Verjetno ste ta časovni posnetek na tem kanalu že večkrat videli. Prikazuje širše kampanje Ukrajine proti energetski infrastrukturi od sredine lanskega leta. Če nekaj sekund gledate brez mežikanja, boste opazili, da so skoraj vse tarče naftne rafinerije. Opravičujem se, ker sledilnik preneha ob koncu leta 2025, vendar sta Maduro in Ajatola preusmerila mojo pozornost. Dovolj je reči, da se je celotna kampanja nadaljevala in razvijala. Na začetku kampanje so bile rafinerije prava tarča. So na vrhu naftne vrednostne verige. Surova nafta je manj vredna kot gorivo. Če uničite rafinirane proizvode, so ves trud in kapital do takrat zapravljen. Rafinerije so bile ahke tarče. Predstavljajte si cisterne in cisterne zelo vnetljivih tekočin, ki samo stojijo tam na prostem in čakajo, da nekdo prižge vžigalico. Ukrajina je želela takšno priložnost v začetku svojega programa dronov dolgega dosega. Ni treba ugotoviti, kako dati veliko bojno glavo na dron. Prinesi lažji eksploziv, ostalo bo uredila ruska oprema. Strategija se je spremenila, ko je CIA odkrila del rafinerij, ki ga Rusija težko popravi. Ukrajina bi lahko ciljala nanj namesto na rezervoarje za gorivo, da bi povečala učinek vsakega napada. Združene države so ves čas pomagale načrtovati pot dronov do ciljev. Ameriške obveščevalne službe so lahko tudi veliko bolje videle, kako Rusija postavlja svojo obrambo v določeni noči, zato se je Ukrajina lahko naučila, kako jih ubiti. Bela hiša je soglašala, saj je to zmanjšalo ponudbo svetovnega trga. Ker so Združene države neto izvoznica, bi to za državo pomenilo ekonomsko nevtralnost. Cene goriva bi se morda zvišale, vendar razlika za potrošnike ni bila nujno opazna. Tu misel si zapomnite za kasneje. Cene goriva so trenutno glavna tema v novicah. Američane lahko stanejo več od davčnih vračil, celo poštna služba uvaja doplačilo za gorivo pri dostavi paketov. Ne upoštevajmo vpliva vojne z Iranom na mednarodne trge. Sponzor današnjega videa Ground News nam omogoča izpostaviti nekaj pogosto spregledanega. Na kanalu Blindspot sem izvedel, da so ZDA omilile sankcije proti Belorusiji zaradi pomankanja gnojil. To je manj znan vidik zaprtja Hormuza. O tej zgodbi je bilo na desnici razmeroma malo poročanja. Lahko dobim širšo perspektivo, če preklapljam med mednarodnimi viri novic ali tistimi prilagojenimi moji lokaciji. Na ground.news poševmica Lines on Maps ali skeniranjem QR kode na zaslonu izkoristite 40% popust na Vantage Plan ter dostop do vseh funkcij in še več. Zato se še enkrat zahvaljujem Ground News za sponzorstvo današnjega videa. To nas pripelje do druge faze ukrajinske strategije. Ker so izpadle ruske rafinerije, je Kremelj potreboval načrt za presežek surove nafte iz njihovih vrtin. Rešitev je bila izvoz surove nafte. Vendar pa je bilo izvažanje presežka lažje reči kot storiti. Svetovni trg tankerjev ni bil prilagojen sistemu po letu 2022. Rusija je prej izvažala v Evropo, kar je pomenilo krajše poti za tankerje. Ti tankerji so zdaj morali v Indijo ali Kitajsko. Če pogledamo zemljevid, sta ti državi brez dlje stran. NATO so tankerji, ki niso hoteli tvegati pri Hutijih o božini Bab al-Mandab,
pluli okoli Afrike, kar jih je še bolj oddaljilo. In da bi bilo še slabše, je del zalog z Bližnjega vzhoda, ki je prešel na Kitajsko, zdaj moral potovati v Evropo. Tudi to se je po incidentu s Hutiji poslabšalo. Za ohranitev enakega obsega prevozov bi nenadoma potrebovali več tankerjev. Ampak to ni čarovnija, ki bi jo imel svet. Seveda, morda lahko prepričate kakšen tanker, da še eno potovanje odloži popravilo, vendar s tem ne boste zares rešili problema dobave. Če bi Ukrajina onesposobila tankerji senčne flote, bi ne le onemogočila določeno količino nafte, ampak tudi vso nafto, ki bi v pristanišču čakala nanj, plovbo za plovbo. Drug tankerji senčne flote ga ne bo kar tako nadomestil. Še bolje, če ne bi želeli razburiti svojih koalicijskih partnerjev, z razliti nafte vsakih 14 dni, bi lahko uničili prazne tankerje. Nafta tako ali drugače obstane v pristanišču. Edini izziv je bil zadeti premikajoče se tarče, ki so običajno dobro zaščitene in pogosto na oddaljenih lokacijah. Tukaj bi pomagalo, če bi Evropa preprosto uveljavljala sankcije in varnostne predpise za tankerje iz senčne flote. Vemo, da Rusija nazaj gledano ni pomembno ukrepala na take ukrepe. Zato je smiselno, da se Ukrajina specializira za razmeroma eskalacijsko dejanje bombardiranja ruske domovine, medtem ko se Evropa specializira za zelo evropsko stvar, ki jo poznamo kot uveljavljanje mednarodnega prava. To drugo fazo bi opisal kot skromen uspeh za Ukrajino, vendar ni dosegla rezultatov kot kampanja proti rafinerijam, ki se je nadaljevala. To nas pripelje do konca leta 2025, ko je ameriški avanturizem začel spreminjati varnostno okolje. Združene države so začele uvajati dejansko blokado, karanteno, quarantine, nad Venezuelo. Nobena nafta ne zapušča države. Tokrat je ponudbeni šok povečal razpoložljivost tankerjev. Večina kapitanov ni plula blizu venezuelske obale, saj so Združene države strogo uveljavljale to politiko. Oboževalci te mehiške hrane so bili zmedeni, a tako je bilo. Ciljanje tankerjev je ostalo koristno, vendar manj kot prej. Ozko grlo tam ni bilo več. Tanker je morda dragocen in bi poslalo sporočilo drugim kapitanom, a Kremelj bi vseeno našel drugega za zamenjavo. Vendar je bila karibska karantena le ogrevanje. Hitro preskočimo v novo leto. 28. februarja so Združene države Amerike začele zračno vojno proti Iranu, mimo posebne operacije Madura. Iran je nato dejansko zaprl Hormuško ožino. Vsi so se osredotočili na strmo rast cen goriva kot posledico zaprtja, vendar se na logistični strani dogaja nekaj bolj subtilnega. Da, nekaj tankerjev je že tedne ujetih v Perzijskem zalivu, vendar je še več tankerjev, ki si ne upajo vstopiti v zaliv in zato iščejo druge naloge. Naprimer, da gredo po nafto v Rusijo. Smiselno je onesposobiti tankerje ruske senčne flote o priložnosti. Evropske države naj še naprej smiselno izvajajo svoje predpise proti tankerjem senčne flote. Kot strateški načrtovalec v Kijevu se ne splača več osredotočati le na tankerje. To nas pripelje do dogodkov prejšnjega tedna. Ukrajina je znova preusmerila pozornost. Zdaj so ruski izvozni naftni terminali na Muhi. To ni povsem novo. Izvozni terminali so se na začetku videa le za kratek čas pojavili. Doseči baltska pristanišča je izziv zaradi razdalj. Ker je izvozne terminale težje razstreliti, bi morda želeli večjo eksplozivno napravo na dronih, ki jih pošljete tja. To je slaba kombinacija. Spomnimo se incidenta Diego Garcia, kjer smo ugotovili, da projektil pošljemo dlje z manjšo bojno glavo. Če pustimo ob strani izračune glede nosilnosti, razmislite, zakaj je prišlo do tega razvoja. Imamo presežek nafte in tankerjev. Česar pa ni v presežku in kar tudi ni enostavno razširiti, je število izvoznih terminalov, ki jih ima Rusija. Njihovo uničenje pomeni uničenje celotnega ekosistema.
Naj začnem s standardnim opozorilom o megli vojne. Podrobnosti zgodbe se razlikujejo glede na vir, a zgodilo se je nekaj podobnega temu. 22. marca je Ukrajina poslala velik val dronov proti naftnemu terminalu Primorsk ob Baltskem morju. Napadi so bili usmerjeni na priveze terminala, pri čemer sta zagorela 2 tankerja, ki sta se takrat natakala. Običajni izvoz 1 milijon sodov dnevno iz Primorska se zdaj kopiči na kopnem. To je bilo šele ogrevanje. 25. marca je Ukrajina izvedla največji letošnji napad z droni na terminal Ust-Luga, morda pa so nekateri zadeli tudi Primorsk. Nekatere operacije so bile prekinjene, verjetno zaradi prekinitve železniškega sistema v Ust-Lugi. Morda na privezih gorijo tudi tankerji. V vsakem primeru je bilo s trga odstranjenih še 700.000 sodčkov na dan. Da bi ohranila kaos, je Ukrajina 27. marca znova napadla Ust-Lugo. Megla gor ali dol, požari tam še trajajo, zato naftni prevozi v času tega zapisa ne potekajo. Vendar imejte v mislih, da je tukaj v igri veliko denarja, zato bo Rusija ponovno začela z izvozom takoj, ko bo to mogoče. Na hitro nekaj izračunajmo. Primorsk in Ust-Luga predstavljata 40% ruskega izvoza nafte Rusiji, pa ostane 60% izvozne zmogljivosti. 60% od cene West Texas Intermediate, ki je 94,73 USD, je $56,84. Pred iransko vojno se je West Texas Intermediate prodajal za $67,02. Ti napadi so več kot izravnali učinek iranskega zaprtja Hormuške ožine. To ni točna številka. Ruske nafte ne vrednotijo kot West Texas Intermediate. Ruska nafta sledi svetovnim cenam zaradi tržnih sil, spremembe pa so bolj vidne pri West Texas Intermediate. Zato je primerjava v odstotkih za Ukrajino poštena in ugodna. Za jasnost še z drugega vidika, to neposredne ukrajinske situacije ne izboljša. Še boljše za Ukrajino bi bilo, če vojne z Iranom sploh ne bi bilo. Nafta je ostala pri $67 za sod. In Ukrajina je onesposobila ruske baltske terminale. Če pogledamo širše, napadi na terminale odpirajo 2 pomembni vprašanji. Človek se najprej vpraša, ali so ZDA pomagale z obveščevalnimi podatki za to operacijo. Trumpova administracija noče več storiti ničesar, kar bi zvišalo cene goriva. Videli smo izjeme pri sekundarnih sankcijah za države, ki uvažajo rusko in iransko nafto. Pomoč tukaj bi pomenila pomembno nedoslednost politike Bele hiše. Morda pa je nekdo v CIA ali drugje informacije Ukrajini vseeno posredoval, ker mu tega niso izrecno prepovedali. Prepoved posredovanja obveščevalnih podatkov Ukrajini ne obstaja. Poročila kažejo, da je obveščevalna skupnost bolj zainteresirana za pomoč Ukrajini kot Bela hiša. To so dobre novice za Ukrajino. Ali obveščevalni podatki še prihajajo, ali pa Ukrajina napade izvaja sama. Drugo vprašanje je vzdržnost operacije. Rusija verjetno ne bo zavedno izgubila 40% zmogljivosti. Ne bi me presenetilo, če bo del zmogljivosti do vašega poslušanja že vzpostavljen. Kar zadeva to, kako izničiti ruska popravila. Če so naftni terminali nova ključna tarča za Ukrajino, si lahko predstavljate, da bo Rusija temu ustrezno prerazporedila svojo obrambo. Nenavadno je, da bi to lahko pomenilo namestitev več zračne obrambe v Belorusiji, saj se zdi, da je ena od 2 ukrajinskih poti precej časa potekala nad Belorusijo, rusko partnerico v zvezi držav. Ukrajinski droni napada niso izvedli popolno. 2 sta skrenila s poti, eden pa trčil drevo v latvijskem gozdu in strmoglavil brez posledic. Takšne pristne fotografije so redke, a te prihajajo neposredno iz latvijskega ministrstva za obrambo. Drugi dron, ki je zašel, je zadel dimnik estonske elektrarne, a ni povzročil škode. Učenje in sprotno prilagajanje sta ključna, da se naslov spremeni iz 40% trenutno ne obratuje v 40% ne obratuje, pika. Imejte to v mislih.
Kakšne so današnje glavne ugotovitve? Ukrajina je prilagodila kampanjo proti energetski infrastrukturi zaradi razvoja vojne. Izvozni terminali so trenutno šibka točka Rusije. Ukrajina je začasno izklopila 40% zmogljivosti, kar več kot izravna gospodarski dobiček zaradi zaprtja Hormuza, a Ukrajina še ni opravila vsega. Hvala Ground News za sponsorstvo videa. Obiščik ground.news poševnica Lines on Maps ali skenirajte QR kodov za 40% popusta na načrt Vantage. Zame je to že 28. zaporedni dan. Verjamem, da bodo prihodnji teden odgovornosti prevzele nadzor, a je bil to zanimiv niz, dokler je trajal. Oglejte si še nekaj mojih drugih videoposnetkov, da se zabava nadaljuje. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič. Pazite na se.